Pozdravljeni poslušalci in gledalci Sjolovega podcasta. Znova zanimiv sogovornik in aktualna tema, promet in prometni zastoj, torej tema, s katero se večina izmed nas srečuje praktično vsak dan. Z nami je Branko Nastan, vodja prometno-informacijskega centra v Sloveniji. Branko, ko so se nekako zadnjič pogovarjali, ste rekli, da je promet postal zelo težko predvidljiv, da ga je težko napovedati, kaj se bo zgodilo, kje bodo prometni zastoji. Je še zmeraj nekako lahko rečemo, da pač ostaja ena taka nepredvidljiva, živa stvar. Ja, delno ja. Pač razlogov je več, tudi globalni, ki so se zgodili, recimo ena je bila korona, prometni tokovi se spreminjajo, ekonomske razmere se spreminjajo in vse to vpliva na načrtovanje oziroma na naše napovedi oziroma razumevanje prometa. Ni več toliko nepredvidljiv, kot je bil še pred časom mogoče, ker kljub vsemu prometniki, vsaj moji kolegi, s katerimi tudi mi, pa tudi sodelavci v prometnem informacijskem centru, ves čas spremljamo ta promet in ga poskušamo razumeti. In nekaj časa, ko se nek trend dlje časa ohranja, potem ga lažje razumemo. Je pa res, da se lahko razmere zelo hitro spremenijo in spet ne vemo točno, kaj se dogaja. Ampak v doglednem času na koncu kljub vsemu stvari vsaj približno razumemo, kako je s prometom. Promet je recimo taka tema, o kateri se praktično vsak dan pogovarjamo, pa velikrat na kavi, pa na socialnih omrežjih. A se recimo Slovenci upravičeno jezdimo na prometne zastoje, na gneče na cesti? To je težko reči, mi pravimo, da se na promet vsak tako spozna kot na nogomet. Vsak se ve. Ja, seveda, tudi vsi smo udeleženci v prometu in vsakega svojega zornega kota na en način res razume. Je pa tukaj res treba povedati, da je zelo pomembno, z kakšnega zornega kota pač človek to gleda. Mi veliko dobimo v prometno-informacijskem centru pritožbe, naprimer, tak primer je naprimer burja, zakaj pa imate zaprt, zakaj imajo pa zaprt, ker dejstvo je, da prometno-informacijski center, ki podaja informacije, te informacije dobiva od upravljavcev in upravljavci so tisti in policija, ki so pristojni za to, da zapirajo ceste. Ampak mi to vemo, in imamo to informacijo. In potem so pritožbe, ljudje se razburjajo, zakaj je zaprto, če pa nič ne piha. Dejstvo je, da imajo ljudje, ki se s tem ukvarjajo, dobre informacije, boljše informacije in vejo, da bo vsak čas začelo pihati. Burja je zelo nepredvidljiva stvar in ko pa tovornjak ali pa avto ali pa kombi obrne, kar se tudi pred kratkim dogajalo, praktično v vsaki burji se to zgodi, potem je pa žal prepozno. Tako da je zelo iz enega osebnega stališča imamo prav. Ampak če pa smo sposobni pogledati stvari malo bolj oddaleč, je pa stvar mogoče malo drugačna. Tako da mi z našega stališča, kar se tiče prometa v Sloveniji, mislimo, da še ni. Če ga primerjamo s prometom recimo v primerljivih evropskih državah, sosedih in tako naprej, ni stvar tako kritična. Je pa dejstvo, da pa ni rožnata. Vemo tudi, da so obdobja, ko je promet praktično nemogoč in tudi mi včasih svetujemo, da takrat pa mogoče, če ni nujno, boljše ne iti na cesto. Ampak ni pa še stvar tako kritična. Veliko sem pač obiskal kakšne svetovne pa evropske prestolnice, kjer so pač te zastoji po več ur, vsak dan. A je to neka stvar, ki se bomo mogoče tudi v Sloveniji na njo sprijazniti, ali to vendarle ni zdaj, ker da bomo rekli, vse to je normalno, verjetno je takšna rešitev. Kaj mislite recimo? Ne, z našega stališča ni treba se na slabo stvar prilagoditi, nujno. Je pa res, da zmeraj je dobra zdrava mera skepse, pa konec koncev od tega, da se ne sprijaznemo s tem, da kar nekaj je. Na drugi strani pa vprašanje, mislim, če pa pretiravamo pri tem, je pa to nekonstruktivno, pravzaprav kontraproduktivno in na koncu še ohranjamo to stanje, tudi mogoče s preveč slabe volje, pa s kritiko počez, ki ni usmerjena na prave stvari. Sigurno se pa pri prometu vedno da kaj izboljšati.
Je pa dejstvo, no, da smo tukaj še vedno na boljšem, kot marsikdo, vsaj ob večjih mestih po Evropi pa v naši okolici. Deva se mogoče malo dotaknem številk. Kakšen je recimo danes obseg prometa v Sloveniji? Je že prišel na tisto raven izpred epidemije, takrat COVID-19? Ja, je že prišel, je tudi že presegel. Naprimer, če tak podatek, ki je mogoče zanimiv, od zadnjih 10 let, recimo naši prometniki na Darsu so nam dali ta podatek, ki velja predvsem za avtoceste. V zadnjih 10 letih se je promet na avtocestih povečal za 30%. Kar je kar veliko, ker v 10 let ni tako dolgo obdobje spet, če gledamo na to, da izgradnja kar nekaj časa traja, novih kapacitet in tako naprej, infrastrukture. Lani, iz recimo 2023, se je v celoti samo na avtocestah promet povečal za 4% približno. S tem pa, da je pa res, da se pa tovorni promet nekako umirja. To pomeni, da je leta 2023 bil približno na enaki ravni kot leta 2022. S tem, da so pač velike razlike, tako kot smo prej govorili, ker so se navade spremenile, naprimer Schengen se je, pa razmere, Hrvaška je vstopila v Schengen in tukaj se je zelo hitro prilagodil tovorni promet, sploh tranzitni, in tukaj vidimo, da se je prerazporedil, da so drugačne številke, recimo za Štajersko avtocesto ali pa za Dolenjsko avtocesto, Primorsko avtocesto in tako naprej. Se pravi, se je del tovornega prometa preusmeril tudi proti Dolenjski, pa zaradi tega recimo. Ja. Na Štajerski recimo je lani glede na leto 2022 nekoliko manj tovornega prometa. Zelo veliko več, tudi 15% več ga je pa na Dolenjski avtocesti. Se pravi, da se je tranzit iz vzhoda na zahod preusmeril na Hrvaško, pa na Dolenjsko avtocesto, pa naprej na Primorsko. Tisti, ki je prej v bistvu toliko bolj bil praktično ves usmerjen na našo pomursko avtocesto, pa na Štajersko od Maribora proti Ljubljani. Kaj pa recimo to povečanje prometa osebnih avtomobilov, kako bi pa recimo tako to pojasnili? To je pač, poznate mogoče kakšen možen vzrok tega, ali je to enostavno, da smo začeli več potovati? Ja, to je pač trend, ki ni kakšnega drastičnega povečanja, ampak stalno raste. To pomeni pač stalno več avtomobilov, ljudje imamo več avtomobilov, tudi potovanja so, vidimo, da je vsaj policija nam tako velikokrat sporoča, da je velikokrat samo en človek v avtu. Način življenja in navade, je pa dejstvo, da nas tudi prometni strokovnjaki opozarjajo, ko govorimo o kakšnih drugih načinih prevoza ali pa več ljudi v avtu pa tako naprej. Marsikdo se že organizira tako, ampak je stvar alternative. Če jo imaš, če boš uporabil, pa če je alternativa ustrezna, se pravi, da ti prihrani čas pa denar, potem jo boš pač uporabil, drugače pa ne. Ljudje smo kljub vsemu individualno se zelo racionalno obnašamo. Zdaj recimo, koliko boljši bi mogel biti, javni promet v Sloveniji, da bi dejansko sprostil slovenske avtoceste. Ta alternativa je vsekako pomembna, kar ste že sami omenili. Če bi ljudje neko alternativo racionalno imeli, verjetno bi tudi bilo manj avtomobilov. Ja, vsak potnik, ki gre namesto na cesto, na javni prevoz, je pač razbremeni ceste, ampak tukaj je težko, tukaj mi nimamo kakšnega dobrega odgovora, sploh pa zato, ker mi se praktično ne ukvarjamo veliko s tem, predvsem se s cestnim prometom oziroma s prometnimi informacijami. Je pa res, da sodelujemo z Nacionalnim centrom za upravljanje prometa, ki deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo in že v zadnjih letih je postal kar aktiven ta center in oni pa se ukvarjajo z multimodalnim prometom, vsaj zbiranjem za začetek informacij, pripravljanjem in izdelovanjem platform pa orodij, da bo mogoče vsaj za začetek lažje načrtovanje javnega prometa, tistega, ki ga pač imamo, ker tudi verjetno tisti, ki ga imamo, ni čisto izkoriščen. Pa bi lahko mogoče rekli, kje so meje, slovenskih avtocest, slovenskega avtocestnega križa, koliko avtomobilov prometa sploh lahko sprejme, da je še nekako deluje cesta, oziroma da je zelo odvisno od časovnega okvira. Samo če računamo, mi se s kolegi po Evropi tudi pogovarjamo in vsi pravijo, nihče ne bo gradil nove ceste ali pa avtoceste zaradi enega meseca v letu.
Je preprosto neracionalno. Gre pa za to, da če je pa vsak dan ali pa redno na tistem delu, na nekih odsekih gneča, potem je pa to smiselno. In dejstvo je, da je na marsikaterem delu, to pa tudi naši prometni strokovnjaki trdijo, da so avtoceste že presegle svojo kapaciteto v precejšnjem delu dneva, tako da je že smiselno, sigurno povečati to kapaciteto. Ne glede na to, ali bo to dolgoročno rešilo problem ali pa ne, je dejstvo, da prej ali slej bomo morali, mi rečemo temu, je popularno tretji pas na avtocestah, vsaj na najbolj obremenjenih delih bi bilo to dobro čim prej začeti. Sprav to je neka rešitev, kratkoročna zagotovo, zdaj pa dolgoročna. Ali bo to mogoče sem spodbudilo, da bo še več avtomobilov šlo na ceste? To bo sigurno. Recimo, to nam govorijo tudi drugim po Evropi, Nizozemci, ki so to šli že skozi, da če boste zgradili tretji pas, boste imeli 3 pasove polne. Če boste zgradili 4 pasove, boste imeli pa 4 pasove polne. Dejstvo je, da infrastruktura generira promet, to je logično. Tukaj gre verjetno za širše načrtovanje, je pa dejstvo, če govorimo samo o tem tretjem pasu, da je to nuja. Kolegi iz tujine nam že večkrat povejo, da če bi bilo to pri nas, bi mi imeli že tretji pas. Kje so pa mogoče, so še zmeraj tiste klasične točke, najbolj pereče, glede gostote prometa, verjetno vpadnice v Ljubljano, verjetno? Ja, v večja mesta. Če gledamo celotno cestno omrežje, prometno-informacijski center se ukvarja z vsemi cestami, zbiramo informacije za vse državne ceste v Sloveniji praktično. Tako da lahko povemo za celo cestno omrežje, ki ga morajo pač ti ljudje naši v prometno-informacijskem centru dobro poznati. Vsa večja mesta, vse vpadnice, obvoznice, ne samo Ljubljana, Maribor, Koper, tudi Kranj, recimo Celje. Povsod pač so jutranje popoldanske konice, takrat je promet kar precej gost. Je pa dejstvo, da sta kritična verjetno najbolj Maribor pa Ljubljana. Še v Ljubljana še posebej, ker je ogromno migracij dnevnih v Ljubljano in nazaj. Verjetno to je ena taka posebna lastnost Slovenije, ker pač imamo 4 avtocestne krake, ki se pač nekako vsi grejo proti Ljubljani, in če se recimo zdaj nekaj tam zgodi, potem praktično četrtina prometa, četrtina države je praktično odrezana, da se pozna po kakšnih zimskih razmerah, ko se kakšen zastoj zgodi. To smo verjetno tudi malo obsojeni na neko tako težko situacijo, verjetno. Ja, na en način je ljubljanski obroč avtocestni srce avtocestnega križa, in je tudi strategija prometna, naprimer pri vodenju prometa, sploh na Darsu, je, da se čim bolj ohranja ljubljanski obroč, oziroma da se ohranjajo kraki, koliko časa se da ob takih izrednih razmerah. Pač vedno se ne da, pa ves čas se ne da. Recimo, ko je naprimer napovedano sneženje, tudi v vašem centru se že vnaprej pripravite na ta dan, recimo, ko vremenoslovci napovedujo, recimo, sploh po noči, zjutraj, kakšne snežne padavine, so posebne priprave. Seveda, ni klasičen dan verjetno za vas. Ne, sigurno ni, praktično ni za nobeno ekipo, ki je dežurna, od vzdrževalcev do nadzornih centrov. Tukaj moramo ročati med prometno-informacijskim centri in centri za nadzor in vodenje prometa. Nadzor in vodenje prometa pač ima ljudi, ki se ukvarjajo s prometom, ki poznajo promet, prometno-informacijski center ima pač drugačen vrsto kadra, zahteva. Ampak mi se pripravljamo na to, včasih že par dni naprej, včasih že kar dlje časa, mi že ko delamo recimo urnike, že gledamo dolgoročno, ali bo tisti recimo za mesec naprej, ali bo kakšna taka izredna stvar. Včasih tudi se pripravljamo, pač tega ljudje ne vejo, ampak mi se pripravljamo po pol nič ni. Ampak večkrat tako, ampak dejstvo je, da je vse tako organizirano, da smo na varni strani. Da takrat imamo dovolj ljudi, da imamo sisteme, ki nas vedno znova presenetijo, odpravljamo ozka grla, naprimer spletna stran promet.si je takrat seveda zelo obremenjena, ozka grla čisto v vsaki priliki odpravljamo, ampak vedno, ko odpraviš eno ozko grlo, sicer povečaš kapaciteto, ampak potem pa naletiš na naslednje ozko grlo in očitno tega ni nikoli preveč. Mogoče sem pojasniti v tem trenutku glede vašega centra, kako ste pač organizirani, sploh da je ta center nastal. Mislim, da ste
zdaj nekako okoli 18 let, sprav polnoletnost boste dočakali. Torej, kdo je ustanovil center, kam sploh dejansko sodite v Sloveniji, oziroma pod katero okrilje, koliko časa ste recimo tudi vi zaposleni tukaj zraven? Zdaj, kar se mene tiče, pa še par mojih kolegov, smo kar od začetka. Ko se je gradil ta center, začel se je leta 2006. Ustanovljen je bil pa na podlagi obveznega navodila takratnega ministra, ki je bil pristojen za promet. Takrat je bilo pač v Sloveniji več dejavnikov, več različnih služb, ki so se ukvarjale z informiranjem, zbiranjem informacij o prometu, v posredovanjem teh informacij. Takrat je minister rekel, da je treba pač stvari poenotiti. In potem je bil v organizacijskem okviru Darsa ustanovljen prometno-informacijski center za vse državne ceste, s tem, da je bila sklenjena pogodba med Darsom pa med direkcijo za ceste, takrat za ceste, zdaj je direkcija za infrastrukturo, ki pač je zadolžena za upravljanje regionalnih in glavnih cest po Sloveniji. Je bil sklenjen dogovor, da tudi prometno-informacijski center zbira podatke in jih objavlja tudi za druge državne ceste. Kako pa recimo danes poteka vaše delo, čisto konkretno, če rečemo? Če se nekaj zgodi na cesti, odkje dobite vi te informacije, da jih potem posredujete naprej javnosti? V bistvu gre za neke vrste, recimo v enem delu klasično novinarsko delo zbiranja informacij, se pravi, da je treba imeti dobre vire. Na drugi strani pa za posredovanje te informacije, se pravi, treba imeti spretnost pa znanja, da nastopaš na radiju, da znaš napisati tekst in tako naprej. In to zelo hitro, ne? Ker informacija, če si počasen, stara informacija ni več informacija. Ne? Tako da ja, pomemben je, da imamo dobre vire in na eni strani imamo človeške vire, mi rečemo temu, to so na primer, če gremo kar čim bolj na teren, ne? Od vzdrževalcev na cesti, cestninskih delavcev na cesti, predvsem pa za avtoceste nadzorni centri, Darsovi centri za nadzor in vodenje prometa. Oni imajo tudi pod nadzorom številne sisteme, ki so ob avtocesti postavljeni, potem tudi center, ki ga ima podobnega tudi direkcija za infrastrukturo, od njih tudi dobivamo podatke in potem pa so tukaj še tehnološki viri, a ne, to so pa naprave ob cestah, vremenske postaje, števci prometa, kamere in tako naprej. Vsega tega, vse to je naš vir. Hkrati so zelo dragocen naš vir tudi uporabniki. In vsega tega pač mi kreiramo potem prometno informacijo. In ko nekdo, ki je dežuren v prometno-informacijskem centru, mora pač spremljati ves čas, mora biti ves čas pozoren, kaj se dogaja, mora imeti malo občutka, naprimer, kakšen čas je v dnevu, ali pa vidi, da je mogoče kakšen števc začel kazati, da je tam počasen promet, mora preveriti, mora imeti možnosti, kam poklicati, koga pogledati, kjer napravo preveriti, kaj se tam dogaja, in potem, ko je ta informacija zanesljiva, jo mi objavimo. In tukaj je v bistvu pri nas je tako, da je prvo pravilo je, da mora biti zanesljiva, preverjena, takoj zatem je hitrost. Ne smemo povečevati hitrosti na račun kvalitete informacije, koliko je zanesljivosti informacije, je pa res, da je pomembno, da čim bolj hitrost povečujemo tudi, in tukaj pa so že sodobni sistemi, ki nam pa veliko pomagajo. Bi mogoče lahko ocenili, koliko je recimo nek povprečen čas, ko se nekaj zgodi na cesti, pa da vi to lahko že potem objavite? Ja, zdaj ta trenutek, v tem obdobju, če pogledam 10 let nazaj še, je bilo praktično vsaka informacija ročno vnesena. Ročno preverjena, ročno vnesena, ročno. Takrat je bil čas recimo temu 10-15 minut, preden je informacija lahko prišla v povprečju, mogoče je bila kakšna v 2 minutah, v 1 minuti, kakšna je bila mogoče celo malo več. Zdaj se je ta čas zelo skrajšal. Rečemo, da je povprečje mogoče 5 minut, tukaj so le minute, včasih je zelo hiter, tudi ročno lahko zelo hitro v 1 minuti. Imamo pa zdaj že sisteme, ki pa to naredijo vse manj kot sekundi, naprimer. Ampak te sisteme smo morali z našim znanjem usposobiti, skalibrirati, naučiti, in potem je lahko ta informacija tudi tako hitra, pa tudi zanesljiva.
Sprav, to so sistemi, ki potem delujejo praktično samodejno, ali še zmeraj z vašo pomočjo? Delujejo samodejno, mi jih pa samo nadzorujemo, pa izboljšujemo njihovo delovanje. Naprimer, en tak primer je vožnja v nasprotno smer na avtocesti. Dars ima na avtocesti in še povečuje število induktivnih zank, to so števci prometa, ki so primarno namenjeni štetju prometa. Bodi si bolj globalnemu štetju prometa, da se vidi, kako je recimo čez leto obremenjena določen odsek, ali pa v živo štetje prometa, kjer so podatki na minuto, obnavljajo vsako minuto v živo in se vidi, kakšen je tam promet. No in te števce je Dars na primer usposobil tudi za detektiranje kontravožnje. Se pravi, ti števci zaznajo, če na tem mestu skozi zanko nekdo zapelje v obratno smer, števci sprožijo alarm. In v takem primeru nekaj časa je bil ta sistem preizkušan, nekaj časa smo ga, da se pod narekovaji temu rečemo smeti, izločijo, tako da je res med podatki lahko kreiramo informacijo. In trenutno je to tako, da ta sistem deluje sam, samo še kontroliramo ga in manj kot sekundi dobite recimo, če ste na tistem delu avtoceste, kjer ste ogroženi, pa če imate prižgano našo aplikacijo Promet Plus, boste dobili opozorilo. V bistvu manj kot sekundi. Kaj pa recimo družbeno mreže, tudi verjetno danes postajajo en tak določen vir, ne? Recimo na Facebooku ima že praktično vsaka regija neko svojo skupino, kjer se objavljajo te uporabniki objavljajo. Vedno tudi iz tega, kaj povlečete ven, kakšne stvari. Ja, mi to sicer spremljamo, Veseli smo klicev, imamo tudi klic center, imamo stalne naše zveste uporabnike, voznike, ki smo jim zelo hvaležni. Ne samo to, da nas pač vprašajo in dajo en smisel našemu delu, ampak da tudi povejo, kaj se na cesti dogaja, to je pomemben. Ja, tudi včasih, kdo objavi kaj na Facebooku, na Twitterju, je pa tako, da tudi mi moramo pač slediti temu in počasi, sicer selektivno, ampak tudi vključevati nove medije v sistem obveščanja. Koliko ljudi pa je recimo pri vas tako redno, ne zaposlenih, ampak recimo na da dela pač v neki izmeni? Mi imamo v izmeni vsaj dva operaterja, dva sodelavca prometno-informacijskega centra. Vse več, vsaj v dopoldanskem času, ko je treba preverjati tudi številne delovišča po Sloveniji, so tudi 3. Tako da recimo od 2 do 4, glede na situacijo, kakšna je, pa glede na potrebe. Po noči manj, po noči je eden večinoma, po noči tudi delo prevzamejo nadzorni centri, takrat, ko je mirna noč predvidena, pa nič posebnega na Darsu, tako da je to bolj racionalno. Sicer pa tako 2 do 4 so vedno tam in pač vse te informacije, ki so, jih je treba zbrati, pa treba posredovati naprej. Si pa predstavljam, prej ste rekli, da ko je napovedano sneženje, da se seveda lahko pripravite tudi vnaprej, ampak verjetno so bili zagotovo dnevi, ko je recimo neko mirno jutro naraslo v nek popolno kaotičen dan potem, za vas. Samo če spomnite še takih primerov, kaj je bilo. Zdaj vprašanje, ene stvari so napovedane, majčkeno pričakujemo. Naprimer, sneg itak je že kar dobra napoved, poplave tudi, več ali manj. Se pa zgodijo kakšne večje nesreče. Se zgodi nesreča ob 2-3 po noč, recimo taka nesreča, kjer ni možno počistiti posledic na kakšnem pomembnem odseku avtoceste, kar v 1 uri, 2-3. Velikokrat se stvari zavlečejo, ker je težko razumljivo stališče voznikov, mi to vidimo, pa veliko stvari vidimo, kako izgledajo, vemo, da ni to tako enostavno. V takih primerih se je pa že zgodilo, da smo imeli malo, recimo temu panike, da smo se klicali okrog, ampak ljudje so navajeni, moram jih pohvaliti, da čisto nikoli ni nihče rekel, ne smem, ne moram, ne bom prišel, če je le lahko, se ljudje pridejo, tudi če samo za par ur pomagati, zato ker v prometno-informacijskem centru je tako, da jaz zmeraj rečem, da nekdo, ki nima veselja, pa res posebnega veselja ljudem pomagati,
ne more delati v prometno-informacijskem centru. Ker pač tam je to je ključna motivacija. Ja. Moram vedeti, kaj se dogaja, zato da bom lahko ljudem povedal, da jim bom lahko pomagal, a ne, da bo manj problemov na cesti. Prav so tudi ljudje, pač imaš zaposleni, tudi takrat, ko niso v službi, so nekako na stand-byu, ne, sprav čakajo, če se kaj zgodi, da pač vskočijo, ni nikoli. Ja, samo če so lahko. Tak način dela je, pa tudi, ko se vozijo okrog, sporočajo stvari praktično si stalno v službi na en način. Čeprav to ni zdaj kakšna obveznost ali pa obremenitev velikokrat, ampak je bolj pač način pristopa, kako dojemaš svoje delo. Recimo leta nazaj je bil pač recimo radio tisti glavni vir, ne, prometnih informacij, še danes so redne prometne informacije na radijskih postajah. Ampak recimo, kaj bi rekli, kako se spreminja ta pomen radija, pa potem novih medijev, ki so hitrejši, bolj ažurni. Lahko rečemo, da pač danes imajo vozniki boljše informacije, tisti, ki pač uporabljajo različne tehnologije, aplikacije, spravi imajo boljše informacije kot recimo 10 let nazaj. Ne? Ja, veliko več je možnosti. Hkrati je pa veliko več pritiska na voznika, da sam izbere oziroma da sam si priskrbi to informacijo. Če gremo nazaj, recimo v avtu je bil radio imaš prižgan in ko je informacija, jo dobiš. Niti treba nič več narediti. Zdaj pa ni več tako. Zdaj pa, če hočeš imeti vse informacije na aplikaciji, moraš aplikacijo odpreti, moraš Google odpreti, moraš, ko nakupuješ avto, je dobro, da pogledaš, kaj ima. Ker problem je tudi v tem, da čisto vse niso enako dobre. Vsi viri. Je pa res, da je z razvojem medijskega prostora, ko mi temu rečemo, je veliko več orodij na voljo. To pa ne pomeni, da so stara orodja, rečemo temu pa narekovaje, se pravi te tradicionalni mediji, radio, televizija, konec koncev tudi, da so zginili. Niso, še vedno so značilno pomembni, še vedno jih precej ljudi uporablja. Tudi radio se razvija, recimo z digitalizacijo, pa s kanali za obveščanje prek radijskega signala pa tako naprej. Tako da v bistvu vsak nov medij, z vsem tem razvojem stari ne izginejo, samo novi se pojavijo. In na en način je samo kompleksnost večja. Tako da je pravzaprav izziv še toliko bolj pomemben. Za Slovenijo mi vemo, v začetku, ko smo začeli, smo imeli radijska javljanja, pa recimo klicni center po telefonu, so lahko ljudje dobivali informacije, da danes je teh klicev sicer količinsko manj, na račun interneta, aplikacije in tako naprej, ampak so pa bolj zahtevni. Tukaj je pač postal klicni center, je dobil drugačno vlogo, tako kot radio z nastopom novih medijev, se ne spremeni njegova pomembnost, ampak se vlogi mora se prilagoditi, novim razmeram, v medijskem prostoru. In isto je recimo tudi s klicnim centrom, zdaj tudi bolj na svet, kot pa samo gola informacija. Kaj pa recimo vprašajo, za kakšne nasvete recimo sprašujejo klicatelji? Od vsega, od tega, da ne vejo, kje so, pa da poskušamo ugotoviti, kje so pa kam lahko grejo, do tega, da smo na drugi, recimo čisto na drugi strani, drugi ekstrem, je to, da smo tudi neke vrste ventil, vozniki imajo jezo, nekje znesejo, tako da morajo biti zelo strenirani za krizno komuniciranje ljudje. Drugače pa običajno je tako, da vprašajo za obvoze, kje bi lahko šli, ali se splača iti dol z avtoceste, ali se ne splača iti, glede na to, ker je zastoj, da so slišali, da je zastoj, pa ne vejo, kje je. Pa take stvari. Mi jim lahko zelo dobro svetujemo v takih primerih. Naprimer, ali je vzporedna cesta boljši dol na vzporedno cesto, ali ne. Mi vemo, da je recimo, da se je stvar skoraj zaključila, čiščenje nesreče in da bo mogoče še 10 minut, lahko da bo pol ure in če nekdo štarta takrat s Kopra nesreče, pa naprimer nekje pred Ljubljano, se mu ne splača zdaj razmišljati, kam bo šel, mogoče ne čez pol ure, ko bo nekje pred Postojno še enkrat pokliče, kakšna je zdaj situacija,
mi imamo pregled nad tem in pa tudi pregled nad prometom na vzporedni cesti. In velikokrat je, ko se recimo težave na avtocesti končajo, je veliko bolj pametno ostati na avtocesti, ker se hitro sprosti promet. Čeprav je videti na začetku, da je kolona daljša in vas bo Google poslal dol, pa ni pametno še iti dol, zaradi tega, ker mi vemo, da čez pol ure, ko boste vi tam, bo tukaj že praktično in bo potovalni čas hitrejši po avtocesti. Tako da Torej, vi veste več kot ve Google, lahko tako rekla. Ja, moramo vedeti več, ker drugače nima nobenega smisla, da smo. Je tako, z Googlom mi tudi s Hirom, Hir je tudi ena taka velika firma, globalna, navigacijske naprave, pa informacije, daje, pa TomTom, pa tako naprej. Mi s temi vsemi sodelujemo. Sodelujemo prek naših evropskih kolegov, prek evropskih projektov, pa tudi prek drugih kontaktov, ki jih imamo. Je pa problem, ker Google ima ene stvari zelo dobre, problem pa je, da zaradi svojega poslovnega modela ne vključuje zaenkrat, ne samo za Slovenijo, ampak za cel ta prostor, s katerim mi najbolj intenzivno sodelujemo, recimo naše sosednje države, pa mogoče še del Nemčije, pa Češka, Poljska, pa tako naprej, Slovaška, tudi Romunija, Hrvaška. So zainteresirani, da bi dogodke vključevali med svoje prometne informacije, ker pač njihov osnovni posel ni prometna informacija, ampak je samo to sredstvo za pač, drug posel, ki ga pač oni imajo. Tako da na enih delih je veliko boljš informacija z prometno-informacijskega centra, mi pa sami tudi spremljamo Google. Mi sami spremljamo tudi Hir, mi imamo TomTom in njihove podatke, kaj imajo iz vozil, kaj dobivajo, tako naprej, tako da izboljšujemo svojo informacijo. Sprav potem, recimo, ko ste prej omenili, tudi vaša aplikacija je verjetno nekako skupek vseh teh informacij, bude na koncu, tam dobi voznik. Kaj recimo bi rekli, da je največja prednost enega, ki to uporablja? Ja, največja prednost je, da bo točno vedel, hitrejš pa boljš informacije o stanju na slovenskih cestah, o enem dogodku, ki se je nekje zgodil, nesreča, ne vem, tudi dela, karkoli, hitrejš pa boljš ne bo nikjer dobil. Je pa, zelo solidno, moram reči, nam rekel, da je najboljše, zato ker tukaj je kar precej konkurence, so potovalni časi, na tej aplikaciji, pa mi tudi poskušamo uporabnike navaditi, imajo spodaj levo, imajo en gumb, kjer lahko sami sporočajo, oziroma lahko to sporoča sovoznik, mi še raje to vidimo, čeprav je aplikacija bila testirana v simulatorju z našimi uporabniki, testnimi, in je bila tudi dizajnirana potem na podlagi tega, da je čim bolj varna, zadosti varna med vožnjo, to je treba čim manj početi z njo. Ker tukaj je en tak problem, pač vsi želimo imeti več informacij o avtu, ampak to je nekako vse vezano prek mobilnega telefona, ki pa ne bi bil v rokah na voznika. Naša aplikacija je tako zasnovana, da je prek slovenskega znanja, tudi imamo elektronskega govorca, ki vam prebere informacijo, tako da vam ni treba niti gledati. Dovolj je, da na začetku je najbolj pametno, da si donesete cilj, in potem, ko aplikacija zračuna pot, lahko telefon pustite, najbolj, da je nekje na enem nosilcu, še bolj lahko je pa tudi na sedežu, ampak stvar je v tem, da vas bo glasovno obveščala, naprimer. Tudi te stvari, ta aplikacija ni zdaj samo aplikacija za nas, pa tudi za voznike v enem delu ni samo aplikacija, ki govori o tem, ne vem, kaj je na cesti, ampak je za nas tudi razvojna aplikacija. Mi prek te aplikacije jo uporabljamo tudi kot napravo v avtu, ki jih še ni, za testiranje sodobnih sistemov komunikacije vozila z infrastrukturo. In naprimer ta, ki sem prej omenil, kontravožnja, je en tak primer. En primer so tudi predorski sistemi, mi povezujemo predorske sisteme s to aplikacijo, in ko je rdeča luč na predoru, na nekaterih predorih je to že manj kot sekundi že na aplikaciji. To ni več klasično vnos dogodka, pa klasična prometna informacija, ampak je že to povezava z novimi sodobnimi sistemi. Ker vedno bo tega še več v prihodnosti, tudi avtomobilska industrija to zelo razvija.
Ja, zelo razvija, Dars je tudi zelo aktiven in eden od tistih, ki prednjačijo v evropskih projektih za to komunikacijo vozila infrastruktura. En tak evropski projekt je Sea Roads, ki obstaja, 18 držav je vključenih, in v okviru tega projekta sodelujemo tudi recimo s konzorcijem Car2Car, konzorcijem tam je avtomobilska industrija, pa tudi s posameznimi temi avtomobilskimi proizvajalci, ker tukaj se še izdeluje specifikacije, ne, in Evropa tukaj kar prednjači pri tem in Slovenija je zelo aktivna zraven, da se vzpostavijo specifikacije, kjer bo pač stvar interoperabilna za vse proizvajalce, pa za vse države. Nekoč. Ja, pa stvar ni tako daleč. Zdaj je v bistvu konec lanskega leta je bil tak en del že zaključen. Naprimer, nočem glih reklame delati, ne, ampak nekatera vozila, ne, naprimer, en tak primer so Volkswagenova vozila, so že sposobna, ali pa bojo že kmalu sposobna na tak način komunicirati. In v Sloveniji imamo, Dars ima že to infrastrukturo. In smo mogoče par mesecev, pol leta od tega, da bo ta komunikacija že začela teči. In ni toliko malo vozil spet. Ne. In kot smo prej omenili pri medijih, zelo različna vozila so že na cesti in bojo še zelo različnim nivojem asistenčnih sistemov, tehnologije, komunikacijske tehnologije vključene. In to je zelo kompleksen prostor in ga bo kar precej truda bo treba in precej tudi verjetno znanja pri voznikih, ali pa vedenja, kaj je zdaj na cesti vse, da sploh razumemo, zakaj se nekaj dogaja. Ja, ker dejstvo je, da vožnja je pač kolektivni šport, mi temu rečemo, ampak včasih ne izgleda tako, samo se vsaka taka stvar, ki je izven tega pozna. Zdaj, ko ste omenili ta kolektivni šport, kaj bi recimo rekli, kaj so recimo neki glavni razlogi za zastoje? Poleg nekih očitnikov se kaj zgodi na cesti kot nekaj nesreča, ampak verjetno tudi, ne vem, še drugi faktori recimo lahko vplivajo na zastoje, sploh v nekih prometnih konicah zjutraj recimo popoldne. Ja, najprej so to ovire, ja, ne. Pri ovirah je tako, nesreča, okvara, karkoli pač se na cesti zgodi, tudi dela na cesti, konec koncev. Lahko povzročijo zastoj, ni pa nujno, to mi vidimo, koliko je vozil, glede na število vozil, ne glede na gostoto prometa, je lahko zastoj, lahko ga pa ni. To je ena stvar, ena stvar so ovire, druga stvar je pa kapaciteta ceste. Zjutraj, ko kapaciteta ceste več ne zmore, tam so pa v igri ozka grla. Če gledate ljubljansko obvoznico, je vsak priključek, je na koncu ozko grlo, ker imate semafor, imate križišče, kakorkoli, nekje se je treba vključiti na drugo cesto, in to je ozko grlo takrat, ko je taka količina prometa, da se začne zastoj vleči na avtocesto, na primer. Druga stvar je, na primer, da k temu rečemo fantomski zastoji. Ti so pa nastanejo predvsem zaradi tega, ker je promet zelo dinamična stvar, vožnja je dinamična stvar, in če mi gledamo statično, pri 90-80 na uro bomo kasneje prišli v Ljubljano z Maribora, kot pa pri 130, in to ima vsak v glavi, to je naša logika, ampak problem je pa v tem, ko nas je več na cesti, takrat je pa stvar postane zelo dinamična, in je zelo pomembno, koliko imate na primer časovne možnosti se prilagoditi vožnji vozil pred vami, sploh če je cesta zelo zasedena, in več imate teh možnosti, bolj lahko elastično vozite, manj sunkovito zavirate, manj sunkovito speljujete, in sunkovito zaviranje lahko zelo poveča dolžino zastoja in potem potovalni čas po nepotrebnem. Prometniki naši imajo kar zračunano, ne samo naši na Darsu ali pa v Sloveniji, ampak tudi sicer, je taka optimalna, recimo, optimalna hitrost, če bi lahko držali med 80 in 90 km na uro, približno. Na avtocestah. Na avtocestah, na 2 pasovih je to optimalno, najhitrejši bi vsi prišli. Takrat, ko je avtocesta zasedena z določeno količino vozil.
Tudi neke evropske države je že razmišljalo, pa tudi mogoče tudi celo uvedlo neke omejitve hitrosti, ne, ki so ravno s tem hoteli izboljšati pretočnost prometa. Ne, bi to mogoče, to bi tudi v Sloveniji mogoče pomaga. To se dogaja, ja. Temu rečejo speed management, ali pa mi rečemo upravljanje hitrosti. Dars to zdaj pripravlja. Eni portali, ki še niso ravno zaradi tega, ker se morajo na nov sistem prilagoditi, če niso pač aktivni in so pa že postavljeni po avtocestah, so namenjeni temu. To pomeni, da en sposoben algoritem v ozadju meri gostoto prometa in glede na gostoto prometa izračuna, kakšna je bila največja, najbolj optimalna hitrost za vsa vozila, če bi se držala te hitrosti, te omejitve. En tak faktor potem. Ne? Seveda je, ja. Eni bodo, eni ne. Ja, mi nismo tukaj nič posebnega. Mi se pogovarjamo s kolegi, naši belgijski kolegi pravijo, da se na Nizozemskem, če dajo omejitev 80, se bojo vsi držali 80, zato je policija tam prisotna, mogoče, ne vem zakaj, pravijo, ko pa pridejo v Belgijo, se pa noben tega več ne drži. In pol je čisto vseeno. Tako da, ja, zelo je pomembno, zelo je pomembno. Jaz mislim, da kolikor sem obveščen od naše Darsove službe za komuniciranje, da se pripravlja tudi mečken akcije, tudi s pomočjo medijev, tudi z RTV-jem, z Valom 202, da se bo čim bolj, takrat, ko se bo to začel bolj sistematično delati, da bo čim bolj uporabniki ozaveščeni, da bojo informirani, zakaj je to dobro. Ker konec koncev gre za to, da ljudje hitreje pridejo. Tudi vaše delo tu prihaja kaj umetna inteligenca, ki ste jih omenili, algoritem, ki bo tukaj v tem primeru v zadju skrbel za pretočnost, se razvija to področje? Ja, mi jo že vključujemo. Mi imamo pač strokovnjake, ki se ukvarjajo s prometnimi napovedmi, recimo zelo intenzivno in ni vsakič lahko, ker je ne samo zaradi različnih ljudi, ampak so različni interesi. Če vi gledate recimo eno delo, ki ga je treba na avtocesti opraviti zaradi varnosti, ga je nujno treba opraviti ali pa v enem določenem obdobju. Na drugi strani imate prometnika, ki bo izračunal, kaj se v takrat dogaja s prometom in vam ne bo pustil delati, ker boste naredili prevelik zastoj. Vi pa morate to narediti, tako da to ni lahko. In ni zmeri 100% optimalno. Vozniki si pač predstavljamo, naj planirajo takrat, ko se jaz ne vozim. Po noči, ja. Meri se kdo vozi. Ja, po noči pa tudi ni možno vsega narediti. Tako da, in te, ki se ukvarjajo z načrtovanjem prometa, s predvidevanjem, imamo na promet.si z njihovo pomočjo, pa s pomočjo naših ljudi, ki delajo v prometnem informacijskem centru Prometni koledar, ker je taka osnova, kako bo promet približen šel čez leto. In oni, tukaj noter smo že testirali umetno inteligenco. Oziroma, rečemo bolj natančno, algoritme strojnega učenja, kjer lahko pomagajo pri tem, da vse dejavnike, mi jim damo vse dejavnike, ki jih je treba upoštevati, nov dejavnik nastopi in pa se lahko algoritem sam nauči, kako pa zdaj to vpliva na promet. Kako bo to vplivalo na promet, če se je, ne vem, spremenil čas počitnicu na Bavarskem. Verjetno bi bilo idealno, da bi potem še samodejno vozeči avtomobili, vsaj na avtocestah, v nekih takih gneči, da bi res potem to sistem deloval lahko. Verjetno vozniki izmeriti nek tak šibek člen na koncu. Ja, po eni strani po drugi strani pa ne. Zdaj to je za vprašanje. Zdaj, če govorimo idealno, mi smo z avstrijskimi kolegi veliko to govorili, tam so tudi v Gradcu en laboratorij veliko testov tudi naredil in simulacij. In oni so nam povedali, da je imelo avtonomno vozilo v zdajšnjih razmerah zelo, zelo velike probleme se vključiti na avtocesto po pospeševalnem pasu. Ja. V 80% se je ustavilo na koncu, ker preprosto ni bilo zadosti prostora. Se to jasno. Tako da oni trdijo in tudi skozi bolj je spoznavanje, da je največja težava je mešan promet. Če smo idealno gledamo samo avtonomna vozila, super. Tako kot vlak pač pele, tam so fizično vagoni skupaj, tukaj bili pa virtualno, ampak avtonomno in lepo teče. Ampak mešan promet je pa lahko velik problem. Lahko še slabška pa takrat, ko samo ljudje vozijo. Se mi pa zdi, recimo, da vseeno tudi, če prav govorimo o tem, da imamo pač določene omejene možnosti, da vseeno vedno nekako vozniki najdemo neke alternative. Recimo, par let nazaj je Dars obnavljal
predor Golovec v Ljubljani, smo pričakovali velikanske zastoje, pa pol na koncu ni bilo tako hudo. Zdaj imamo pač primer tle v centru Ljubljane, smo veliko poslušali o tem, da bo pač zaradi rekonstrukcije tega železniškega mostu, da bo pač bil kolaps v Ljubljani prometni, pa niti približno se to ni zgodilo. Ne. Zdaj, kaj recimo bi rekli, kam so ti vozniki šli, a so pač enostavno našli neke druge možnosti in druge poti, da so pač prej mogoče vozili po res tiste najkrajši poti, zdaj so pa šli mogoče pomagali v obvozu, ali je tukaj javni promet pomagal, mogoče kaj? Ja, zdaj, zelo odvisno, ne, od primera do primera. Mislim, da je težko potegniti kar eno, usporednico z vsem, zato ker recimo Golovec je bil bolj kratkoročna stvar, in tam je tudi lažje mogoče najdete alternativo za relativno krajši čas, čeprav so to meseci. Dunajska je dalj časa, spet je drugačen način. Je pa dejstvo, da v obeh primerih je bilo ena od osnovnih stvari je bilo dobra stvar odkomunicirane, očitno. Kakorkoli imamo mnenje prej, kako je kdo komuniciral, ampak je bila očitno je bila, ker je to ogromno pomaga. Mi to vidimo v prometno-informacijskem centru. Je pač tak medijski prostor zdaj, da če ne narediš malo panike, te noben ne sliši ali pa resno ne vzame, da je stvar resna. In če pa ljudje razumejo, da je stvar resna, potem pa, tako kot smo prej rekla, se racionalno odločajo, in tukaj so se zikar, tudi ljudje so znali, so se zelo dobro prilagodili. Pa tudi zdaj, kar se tiče Dunajske, je treba mečkam biti majhen še počakati. Malo se pozna, na drugih upadnicah, Zaloška, Šmartinska, se pozna. Ampak januar je že tako prometno ni glih najbolj obremenjen mesec. Zdaj so še študenti, ki imajo počitnice. Konec marca se zna, pa začetka pa aprila se bo v bistvu pokazalo. Realna slika. Zdaj pa tudi način, kako je zapora narejena na Dunajski, je pravzaprav čisto ok, niti ni kapaciteta toliko slabša. Tako da, ja. Da se pa pričakuje prvi vpliv poletne sezone, to je tam prvomajske praznike ali pozneje vseeno? Ne, sezona se v resnici začne z velikonočnimi prazniki. Zato, ker velikonočni prazniki so prazniki predvsem v teh evropskih državah, severno od nas ali pa zahodno, kjer pa se generira veliko prometa. V tistem času, tudi tega turističnega kasneje, veliki gre svoje nepremičnine ali pa prikolice ali pa karkoli urejati v tistem času, takrat se začne. In takrat po tistem tudi mi vidimo in tudi vozniki lahko vidijo, to, kar bo za veliko noč, taka približno pa pol sezona. Kaj pa recimo pričakujete, kakšno bo letošnje leto na cestah poleti? Bo več prometa, kot je bilo recimo lani? Kakšne posebnosti? Bo treba recimo kakšno paniko delati, kar ste prej rekli? Dobro je ena zdrava skepsa, pa en zdrav občutek, da nič vse ne bo šlo gladko. Glih pretiravati pa ni dobro, ampak je pa dobro se pripraviti. Je dejstvo, da bo prometa vsaj toliko kot lani, mogoče še malo več. Verjetno bo po naših predvidevanjih zaenkrat še nimamo teh informacij, mi jih malo dobimo informacije z Nemčije, z kolegov pa z Hrvaške, tudi za zasedenosti. Pa recimo Hrvatski avtoklub ima, zelo dobro sodelujemo z njimi, imajo tudi te turistične točke, pa malo dobimo te informacije pred sezono, se pravi pred veliko nočjo, malo zberemo pa vidimo, kakšni bojo trendi, ampak zaenkrat vidimo, da bo podobno kot lani. Kar pa pomeni drugače kot pa 2018-2019. Se pravi, ne bojo samo sobote zasedene, bojo tudi ponedeljki zelo močni. Tako da je pametno spremljati mogoče malo prometno napoved, ki jo mi objavljamo na promet.si. Lahko se tudi ljudje naročijo na njo. Pa malo potem človek, ki nekaj časa to spremlja, dobi malo občutka, ki ga čakajo kakšna presenečenja. Ampak mi računamo, da najhujše je pa tako, kot je vedno, ker se vsi pozabimo, pred poletjem. Pred poletjem so krščanski prazniki, svetorešnje telo, nebohod. Ti prazniki so premakljivi, včasih so v začetku junija, včasih so konec maja. In to nas malo preseneti, ker takrat je kar tujcev veliko, velik dotok tujcev, v Sloveniji je pa še ni sezone, še ni počitnica.
tako da je še ta dnevni promet in ko se to zmeša, pa še tovorni promet, pa imamo kar pestro. No, takrat je v bistvu še hujš, kot pa mogoče sred poletja. Da, mogoče sem še to za konec, ko ste rekli, pač promet narašča v Sloveniji, a tudi recimo, ne vem, število nekih zabeleženih vaših, kako rečete vi temu, dogodkov, eventov narašča, oziroma verjetno ima tudi zaradi prometa tudi vi več opravka potem, oziroma se več dogaja na cestah. Ja. Vse to, kar gre zelo enakomerno, enakovredno, koliko ljudje rabijo informacije, koliko se poslužujejo recimo naših orodij, ko sem prej omenil promet.si spletna stran ali pa aplikacija Promet Plus, vidimo ali pa kličejo klicni center 1970, to se zelo korespondira s številom dogodkov. Mi rečemo pač dogodki, se pravi vsaka stvar, ki se na cesti zgodi, ali je to okvara vozila, nesreča, zastoj, dela na cesti. Ja, leta 2006, ko smo začeli, oziroma eno leto kasneje, ko smo prvič celo leto merali, smo imeli tam malo čez 14,000, skoraj 15,000 dogodkov celo leto. To je bilo tako, recimo, povprečju 40 na dan. Zdaj, lansko leto, 2023, je 87,000. To je pa že kar čez 200, čez 230. Petkrat več pa povprečju. Ja. Toliko jih moramo obvladati, tudi zdaj dela, naprimer, mi v prometno-informacijskem centru moramo vedeti praktično za vsako delovišče na državnih cestah, kjerkoli je. Že zdaj, ko je zima, pa ni sezone, jih je tam med 50 pa 100. Ja, Bračen Branko, bo zaključila na tej točki. Jaz vam želim čim bolj mirno leto v prometnem smislu, da boste imeli čim manj tistih kaotičnih dopoldnevov, ko boste mogoče pili kavo, zjutraj pa se bo potem začeli vse bliskati okoli vas, čim manj takih dni in pa se čim bolj predvidljive napovedi prometne, da se bomo vse skupaj čim bolj držali in da bo vse prometne zastojev čim manj v Sloveniji. Se bomo potrudili, da bo tako. Hvala vam še enkrat za obisk. Hvala vam. Vam poslušalci in gledalci Sijolovega podcasta pa seveda hvala za pozornost, hvala za ogled in vabljeni tudi, da se nam pridružite pri naslednjih oddajah.